Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli v tokratni debati in v tokratnem klepetu o tem, kdaj je čas, da opustimo flaško oziroma da opustimo dojenje in dejansko gremo na flaško. V moji družbi pa ženski, ki sta pomagali nešteto mamicam, da so vzpostavile, da je steklo tako in drugače. In ja, zelo smo hvaležni tudi za Lucijo in Ano, dve 6-mesečni punčki, ki zelo radi komunicirata druga z drugo. Čeprav mislim, da se danes prvič vidita. Ja? Prvič se vidita, ne? Ja, krasno. Torej, lepo pozdravljena in Vilma in Lenka, zdaj se že kar poznamo. Kdaj je ta čas, no? Da rečemo, okej, probali smo, ni šlo ali pa šlo je, kakor je šlo, zdaj pa flaška pridi v ospredje. Jaz sem imela samo en primer v moji karieri in to je bilo, ko je mama na žalost morala iti na kemoterapijo. Wow. Ja, to je edini primer, kjer sem mama dejansko pomagala se mi odstaviti otroka od dojke in da v bistvu smo prešli na izključno hranjenje preko flaške z adaptiranim mlekom. Alenka, tvoj komentar k temu, kdaj je torej čas za flaško, da opustimo? Ja, intuitivno bi rekla nikoli, ne? Ampak moramo upoštevati, da ženske prihajajo iz zelo različnih okolij, kjer imajo ali pa nimajo podpore. Kot je Vilma že prej rekla, je včasih materinstvo najbolj samotno poslanstvo na svetu, za marsikakšno mamo v razvitem svetu. In če pomislimo, da ima mama mogoče še enega otročka, ki je star 2 leti, nima podpore, dojenje boli, je neznosno, nekaj časa črpa, poskuša to in ono in tretje. In na neki točki potem pade odločitev, da je enostaven, ona je tudi človek in mora tudi preživeti. In jaz sem prepričana, da večina mam, seveda vedno so in bodo ženske, ki ne dojijo in ne bodo dojile, iz različnih razlogov, ne? Jaz mislim, da je to čist legitimna odločitev vsake mame posebej, potem, ko se ženska pouči o tveganjih nedojenja zase in za zdravje svojega otroka, a ne? Kratko in dolgoročna tveganja. Potem je pa, ampak večina mamic pa vendarle želi dojiti. Želijo. Potem pa je dostikrat tako, da pomoč ne pride pravočasno ali pa pomoč ni ustrezna, nasveti niso pravi. Čas pa gre, ne? Mi ne moramo pač zamrzniti tega otročička v času in reči, čakaj malo, da jaz tole malo naštudiram, a ne? In treba prej naštudirati. Dostikrat so ja, veste, najbolj se mi zdi, da se splača imeti eno plonk listek številko svetovalke za dojenje, če se kaj zakomplicira. Pač, ja, se pripraviti že prej, zato da vemo že v porodnišnici, kaj je normalno, kaj ni normalno. In ko začutimo, aha, tole pa ni normalno in če same nismo kos, pokličemo pomoč. Aha, kaj pa ni normalno? Bolečina pri dojenju ni normalna. Ali pa to, največja iluzija je, raven zadnjič sem pisala dojenje v prvih 24 urah. Mislim, da bi vsaka bodoča mamica morala ta članek prebrati, kjer navajam 10 ali 11 usodnih pasti. Otrok se rodi, je tisti prvi stik koža na kožo, potem se pa dostikrat otroka da v tisto posteljico in reče, sej za 24 ur ima otrok rezerve. Otrok pa še na mamo. Aha. Vilma, tudi pri tebi v tvoji knjigi sem brala, da dejansko čim prej bi mogel se to narediti, to prvo dojenje. Ja, v bistvu, če gledamo fiziološki protokol poroda, se otrok pristavi in sesa na dojki, preden je rojena placenta oziroma posteljica. V bistvu pomaga. Ja, pomaga, da se... Pomaga ponovno, se pravi, da se začne maternica krčiti in pa seveda to dojenje se nadaljuje po porodu placente oziroma posteljice, zato ker ponovno pomaga pri krčenju in s tem prepreči morebitno prekomerno krvavitev po porodu, ki je lahko... Ja. Alenka, najpogostejši razlogi, zakaj gredo mamice na flaško? Zato, ker otrok ne napreduje, včasih zgolj navidezno ali pa resnično ne napreduje pri teži. Vsaka mama si želi, da bi njen otročiček uspel, da bi mu dobro šlo.
Velikrat mame to odločitev sprejmejo pač iz neke skrbi, iz strahu, da bi otročku kaj manjkalo, in nimajo ta prave podpore. Dejansko nepridobivanje teže, boleče dojenje, potem mame tudi poskusijo črpati, pa ne gre, ali pa jih to zelo potre, ker ne črpajo manj, pa mislijo, da nimajo dosti mleka. Potem dostikrat se že, bi rekla, vsaj polovica mojih strank pride že iz porodnišnice in kaj pridem na obisk, mama ima nastavke za dojenje, tam vidim tehtanico, stekleničko, dudo, to mlečno formulo. In kaj ti to pove? Da je to ena zelo velika krizna situacija. In je najprej treba pravzaprav videti, kje sploh smo, kaj se je dogajalo od samega začetka, kako narediti, vedno naredimo načrt. Jaz vsem svojim mamam pošljem vedno priporočila še dodatno, da lahko pogledajo, da če bi kaj pozabile, vejo, da me lahko kadarkoli pokličejo. Se pravi, za kratek rok te prve rešitve, kaj se da narediti, pa kje je problem. Večina problemov pa ostane neprepoznanih. Rečejo, otrok ne napreduje, boli flaška. Ampak to ni prva rešitev. Zakaj pa boli, zakaj recimo se pojavi bolečina? Največkrat je razlog nepravilno pristavljanje. Se pravi, da otrok ni optimalno prisesan na areolo, bradavico, na dojko. Kaj moramo tukaj upoštevati? Wow. Ja, pri večini pozicij, položajev je v bistvu tale poravnanost hora na bok, njegov trebušček od otročka je obrnjen na mamin trebušček in potem v bistvu priprava same dojke, C ali U prijem, ki ga opisujem. Zdaj tukaj imam sicer balon, ampak skratka naredimo v bistvu iz okroglaste oblike eno elipso, se pravi pripravimo tkivo, da bo čim hitreje, čim lažje, čim globlje v ustih in otročka imamo k sebi. Se pravi, velikokrat vidim mame, vse poskrbijo, vse položajo, potem pa v bistvu poskušajo otročka nekako, da bi imel prostor za dihati. Tu veliko napak mame naredijo s tem dihanjem. Otroček, dokler slišimo, da diha in tudi večina njih imajo zelo dober refleks, da se umaknejo, če res potrebujejo več kisika. Je pa res, da jaz zelo poudarjam, mama pri dojenju mora otroka vedno videti. To pokrivanje pa je lahko otrok tudi 9-16 mesecev star, pokrivanje je najprimerno. Mama mora otroka videti, kadar doji. Vedno. Alenka, dojenje, zdaj pa obe dve v procesu hranjenja, ki ni samo hranjenje, je več kot hranjenje, to smo se zdaj že dejansko naučili. Res čudovit prizor, prav, toliko miline in nežnosti dejansko lahko zaznaš, ko vidiš nekaj tako naravnega, lepega. Alenka, zdaj rekli smo, dojenje, ja, super, fajn, odlično. Koliko bi bil tisti minimalen čas, ki je fajn, da je ženska redna s tem dojenjem? Ja, idealno, če govorimo o idealu, je, da otrok potrebo po dojenju preraste. Potreba pri človeku po dojenju... Kaj to pomeni, da preraste? Mi ocenimo, da preraste, ali on oceni, da preraste? V zahodnem svetu je ponovadi mama tista, ki diktira tempo, kolikokrat se bo otrok dojil, koliko časa. Ampak po zakonih narave je pa tako, da se otrok sam od sebe odstavi, ne da bi se mami bilo treba za to kaj truditi, med 2. in 7. letom starosti približno. Med 2. in 7. letom starosti? Tle tako, mi govorimo o nekih idealih. In tudi v šolah za starše to se zelo poudarja dojenje in dojenje, koliko je to pomemben. Zelo narobe se mi pa zdi, da potem pa že po prvem ali pa celo navideznem problemu se pa mami potisne flaško v roke in reče, ja, pa če ne bo šlo, bo pa na flaški glih tako gor zrasel. Aha. Vilma, ko vidimo mamico, kako okolica reagira, ko vidi mamico, ki ima par let starega otroka, pa ga še vedno doji? Par let starega otročka je pa kar precej neprijetno odziv po večini. Ja? Ja. Jaz sem brala čist eno Ošotovo knjigo, ki je razlagal o tem, kako smo z jožki obsedeni vsi in moški in ono in tretje, zaradi tega, ker smo bili premalo časa dojeni, da to izvira dejansko iz tega. Kakšen je tvoj pogled na to? Je mogoče takrat pa vendarle, zdaj pa že caj, da rečejo, kaj si mislijo o mamici, verjetno, ko pa zdaj ti, Ja. Moje mišljenje je bilo pred leti,
mogoče nekje na začetku moje kariere kot svetovalka za dojenje, tudi takšna, da po enem letu pa res več ni potrebno. Ja. Dokler seveda nisem sama izkusila, da je moj otrok še dojenček pri enem letu in da v bistvu se mi zdi popolnoma naravno in čisto normalno, da še dojim. Potem so se ta leta nekako zamaknila do 3 let je normalno, no, moja najmlajša, ta četrti otrok je 5 let stara, ko počasi zdaj nekako se odklaplja sama od sebe. Okay. Tako da, Alenka je že povedala, ne? Čisto naraven fiziološki pojav je dojenje in potem tudi odstavljanje mora biti čisto naraven fiziološki pojav. In problem je samo družbena norma in družbeni vzorci. Pa če gremo v neko skandinavsko državo, lahko vidimo, da je pa tam normalno do 2-3 generacije, se pravi 2-3 otroka različne starosti doji, pa tudi če je otrok 6 let star, je lahko to popolnoma normalno in nihče ne bo nič komentiral ali čudno gledal, ker je pač to pri njih družbeno sprejemljivo. Okej. Kaj pa črpanje mleka, Alenka? Kako je s tem? Ene pravijo, da je otrok prešvohen na začetku, da nima tukaj sesalnega refleksa, pa si še malo počrpajo dejansko zraven. Zdrži to vodo? Kako je s tem črpanjem? Ker zdaj vidim, to imaš 1001 črpalko, električno, brez rok, z rokam, ročno. Kadar je res treba črpati, je fajn, da ima mamica najboljšo možno črpalko zase. In da ima lahko roki prosti, da lahko še kaj drugega zraven dela, če res treba črpati. Fino je, da ima mama tudi zanjo narejen pač protokol, kako se splača črpati. Vsekakor ta nasvet, ki ga dostikrat slišijo, da je treba črpati vsakih toliko pa toliko ur, koliko minut na eni strani, to lahko pozabimo. Če vam kdo reče, da morate dojiti ali pa črpati na toliko pa toliko ur, toliko minut, pol pozabite na vse, kar vam reče, ker tak človek očitno ne razume dojenja, ne črpanja. Ne. Zdaj pri nekaterih mamah dojenje ne steče in se odločijo, da bojo črpale. In poznam mame, ki so tudi črpale leto ali pa še več, ker so se pač zavedale, če se otrok ne doji, potem naj dobi vsaj moje mleko. V tem primeru je sigurno smiselno imeti eno res kvalitetno obojestransko električno črpalko, čeprav nekatere mame pa pravijo, da pa na roko več si stisnejo mleka. To je zelo individualno in treba je vsak primer posebej pogledati. Zdaj, da bi pa kar za vsak slučaj nekaj črpali, najprej je treba opazovati, kaj se z dojenjem dogaja in kaj se da še na prsih izboljšati. Ker zakaj bi si mama delala še več dela? Ne raje še večkrat otroka da na dojko, če se seveda učinkovito doji. Da bi se pa kakšen otrok, razen če je bolan ali pa nedonošen, rodil brez sesalnega refleksa, je pa nemogoče. Velikokrat slišim prijateljice, ki rečejo, lej, sej sem se trudila, pa sem se trudila, pa mi je pa tašča rekla, pa dej nehi, sej moj je tudi zrastel na flaški, pa je čisto redo, kaj se tle matraš, lej, ne bo šlo, matraš otroka, matraš sebe, dejmo že to flaško, pa nej se nahrani. Kakšen je tvoj komentar pri takih situacijah? Prvič ne sodimo, naše mame, tašče, one so take, kakor so. One so v enih drugih časih skrbele za nas. To so bile, v mojem primeru, 70. leta, kjer pač smo bili že po rojstvu mama vzeti, v štruce poviti in na štacijo poslani, ker smo bili ločeni od mam. Kako ne bi potem po ne vem kolikih dneh ločitve dojenje steklo, ali pa ker smo bili pitani po tistih flašah in tako naprej. Po drugi strani, ženske, ki so bile deležne dojenja same, ki jih je mama dojila, imajo eno veliko prednost. Zaradi tega, ker njihove mame verjamejo vanje in jim nudijo res tako podporo. Sej te izjave ne pridejo iz kakšne hudobije, ampak ker hočejo dobro, skrbi jih, hoče pomagati. In medtem, ko svetovalka za dojenje pride k ženski praktično golih rok, pa tam nekdo reče, na tle imaš stekleničko. Ampak steklenička ne reši osnovnega problema, Aha, Andreja, ti si imela srečo, tvoja mama te je spodbujala, pri tvojem prvem otroku. Ampak če bi tukaj nadaljevala Alenkino misel dejansko, kaj je tukaj potem treba postoriti dejansko, kako more ženska odreagirati, ker pol se mi zdi, da se hitro začne to dohrajevanje, se pravi, malo joške pa malo flaške. Ja, oska, se pravi, mislim na osko družino, oska podpora,
ali pa širša podpora je zelo pomembna. V takšnem primeru recimo smo potem svetovalke tudi zelo fantastična, tako kot si prej omenila, ne, da imaš nekje napisano telefonsko številko, zdaj danes pri pametnih telefonih tako ni potrebno, da kadar dobimo en takšen komentar, da pokličemo svetovalko in dobimo tudi to prepotrebno mentalno podporo. Ne, Nadaljuj, ne? Tako, ker velikokrat dobim klice samo tako, sem dobila ta nasvet, pa zdravnik to rekel, ali pa je tašča tako rekla, ali pa je sestra to rekla in sem zmedena in ne vem. Jaz velikokrat vprašam, kaj ti čutiš? Kaj ti kot mama čutiš, da je prav? Pa je lahko odgovor, ne vem. Ja? Ampak jaz vem, ker je mene klicala. Torej mene išče podporo, Ja, da ji ti rečeš, da ji v bistvu... da lahko naprej vztraja ali pa... Ja, da ji daš motivacijo, ne? Tako. Da bo vztrajala naprej. Tako. Ok, se pravi, kje pa je una meja, ki pa rečeš, ok, zdaj pa bo treba dodajati formulo? Kadar otrok vztrajno ne pridobiva dovolj na teži, če so Kaj je pleničke vztrajno dovolj ne pridobiva na teži? da kljub določenim novim protokolom, recimo smo spremenili pozicijo dojenja, smo poiskali boljšo podporo doma, smo mami rekli, ne rabiš na 4 ure dojiti doji po potrebi, recimo, ne, da je imela prej en nasvet od nekod. In da potem recimo teža naslednji teden, 2 še vedno pada ali pa ostaja na istem, je to že znak, da je nekje še nekaj. Ne? Se pravi, absolutno je treba pogledati, kako se otroček pristavlja in kako se doji. Se pravi, treba je najprej pogledati, kaj se dejansko dogaja z dojenjem in potem šele čez čas videti, pri dojenju smo naredili vse, kar smo lahko, otrok še vedno ne pridobiva dovolj na teži, ali pa pleničke niso dovolj polulane, ali pa se pravi vsi ostali faktori, ki morajo biti zadoščeni, da rečemo, dojenje je dovolj. In če tega ni, potem se lahko še vedno predlaga SNS sistem, recimo. Ne? Kakšen? SNS, SNS. Aha, to pa je? To je pa le cevčica. V bistvu je to je en sistem, ki ga je proizvajalec naredil za dohranjevanje, kako se dohranjuje, ampak lahko preprosto vzamemo eno hranilno sondo, cevko za dohranjevanje. Imaš nekje sabo, ne? Ja, samo trenutek. Bo pokazala. Ali je domač SNS sistem ali pa kupljena SNS sistem? Cevka, ki je recimo, to je hranilna sonda, se pravi, to je cevčica, ki ima na koncu zelo, tole je vse, to je mehko, pri strani so lukance, 3 tlele recimo, in to potopimo, lahko damo to v navaden kozarec, kamorkoli, kjer je pač ali materino mleko, ali idealno, če bi bilo darovano materino mleko, ali pa mlečna formula, in potem tako otroka dohranjujemo na prsih, se pravi, otročička prstavimo, ki se prsesa, potem mu pa skozi kotiček ustec, cevko damo takole v usteca in otrok zraven sesa. S tem trenira dojenje z dojenjem. Če dobro sesa, seveda stimulira zraven tudi mamino dojko in dobiva dodatek. Tako da ni nikoli nobenega razloga pravzaprav, da bi otroka, če se otrok pristavlja, da bi mu dajala stekleničko. Druga možnost je tudi, da otroku dajemo piti iz kozarčka. Res? Ja, tudi novorojenčki znajo zelo dobro piti iz kozarčkov, bom pokazala, samo trenutek. Recimo, zelo dobro pijejo iz kozarčka, sicer morajo biti dobro podprti, ne? Ja. Tako, in potem novorojenčku damo, tako nastavimo mu na spodnjo ustnico in potem pije, tako kot če kakšnega mucka kdaj gledamo, ko liže mleko. Nikoli ne zlivamo v usta, ampak otrok sam. Nekateri pa, če mu naslonimo na zgornjo ustnico, pa srebajo. In tudi novorojenček zna piti iz kozarčka. Druga možnost je pa, recimo, če se otrok ne bi pristavljal ali pa če bi se jezil, pa damo otroku zasesati prst in zraven damo cevko in pač za prehodno obdobje. Imamo fint milijon. Ja, ali pa recimo brizgavko, eno takšno 20 ml, recimo, pa tudi, če daš prst, recimo, takole, in tole pristavimo zraven in v bistvu ni treba nič stiskati, ker otrok sam z sesanjem povleče bat not in popije, kolikor mu paše.
Tako da, ja, kot je Alenka rekla, kar veliko Finte, možnosti. finte Je. so, finte so. Žličke, A ne, veste, tudi- dojenje je tako kot kolesarjenje, ne? Ja. Če vam gre kolesarjenje dobro, ne rabite nobene teorije. Ja, tako. Najlepša hvala vsem in evo, še kakšen posnetek si pogledate na YouTube kanalu.